Kava s Červekom. Še ena nedelja je tukaj in je še ena kavica s Červekom. Upam, da boste tudi danes uživali. Ne, vem, da boste, kajti danes je v bistvu tukaj z mano legenda smučarskih skokov v Sloveniji. V bistvu vsi ga poznamo in vem, da bo zelo, zelo sproščeno in lepo pozdravljam. Dobro jutro, Franci Petek. Dobro jutro. Franci, prvo vprašanje je za vsakega popolnoma isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Jutranja rutina v nedeljah je kakšno minuto dlje se poleži, to se pravi, ne vstanem čist zgodaj zjutraj. Skupno družinski zajtrk pripravimo, če je le tako, gremo k maši in potem je kakšno spet skupno doživetje, najmanj pa kosilo, kjer je. To se pravi, nedelja je od jutra naprej namenjena, če se le da smo cela družina nekako skupaj. Res tako tradicionalno? Ja, zelo. Kjer imaš ob 8 ali ob 10? V 9. Imate pa ob 9, pa nas smo imeli ob 10. Moram pa seveda vprašati, ker imamo tukaj tudi odličen kavni aparat DeLonghi Dynamica Plus, ki nam vse to seveda tudi omogoča. Kakšno kavo piješ? Jaz kave napijem. Res? Sploh? Ja, res ne, ampak zelo lepo pa dišijo mi kave. Enostavno okus mi nekako ne gre. Tako da mogoče biti dve, ne vem. Veš kako? Eno bom zdaj skuhal, pa ti bom dal tja sam pod nos, da bo von. No, recimo. Ja, v redu. Evo, super. Bomo kar en espresso stisnili. Hiter aparat naredi svoje takoj in jaz sem si svoje že prejle skuhal, direkt črno. No. Tako da zdaj smo pa mi dva lepo res na vrstu, da obdelava vse, kar se da. In seveda, kot sem že v štartu rekel, si legenda smučarskih skokov pri nas. In zakaj ravno skoki? Kako si prišel do tega? To je zelo spontano prišlo, zgleda, da je malo tega nemira pa potrebe po adrenalinu, po zadevah, ki niso mogoče čist nam kot človeku nam niso že položene v zibelko in jih moramo raziskati še, spoznati. Kaj vem, jaz sem bil ves čas zelo rad na snegu, rad sem smučal, že to je v družini bilo tako, da lepo diši. Zavonjavo, ne? Zelo. Da so vsi smučali in seveda jaz kot najmlajši od 5 otrok je bilo pač čisto naravno, jaz se niti ne spomnim, kdaj sem se naučil smučati, pač to je bilo kar že del mene in vedno, ko smo na teh bližnjih hribčkih in strmincah kakšen pukalček vmes dobili, sem vedno odskakoval. In potle se je relativno, mislim, za začeti se skoki organizirano resno ukvarjati relativno pozno, takrat v 4. razredu, 10 let približno, mislim. To je pozno? Ja, ker je dokaj nenaravno gibanje, sicer je smučarsko skakanje, zato je boljš, da ne vem, tam pri 6, 7, 8 letih začneš to usvajati. No, kakorkoli, takrat so me je en družinski prijatelj povabil, en gospod me je povabil, če bi pa jaz skakal in seveda jutri ob 2 počakaj tam in tako se je začel. Zanimivo. Vse odločitev je bila čisto pravilna, če smo pošteni, ne? Ja, zgleda, da je. Ne, uspeh si imel že na mladinskem svetovnem prvenstvu. Takrat skupaj z Goranom Janusom, pa Marjanom Kroparjem in Primožem Kopačem si osvojil srebrno kolajno v ekipni tekmi. Tudi potem še leto kasneje skupaj z Damjanom Frasom, Sašom Komovcem in Tomažem Knafljem bronasto kolajno. Kako se čist teh začetkov spominjaš? Res ta mladinska selekcija? Predvsem zelo dobro se jih spominjam, predvsem so meni bili skoki en sam velik užitek, pa ne toliko, bi rekel, neki uspehi na tekmovanjih, seveda tudi to te pač dodatno še motivira, ampak ko res narediš dober skok, tisti pravi skok, to je res uživaš, in te trenutki, čeprav v realnosti to, ne vem, par sekund vse skupaj traja,
Skakalc, jaz sem to tako doživljal, to je trial in trial. A ne? In moram pa reči, da je bilo manj tistih uspešnih skokov in zato vedno znova in znova iščeš, poskušaš te občutke dobiti. Druga stvar, ker se jo iz tistih časov spomnim, je, da so bili vsi ti, pa še kakšni drugi, ki niso bili zdaj omenjeni, smo v teh mladostniških časih bili res klapa, res dobro smo se razumeli in je bilo to pač moja druga družina, ne? In to so nepozabni trenutki doživetja, marsikšno smo tudi ušpičili skupaj. Kaj pa? Ja, Čemo kakšno tako? Kakšnega smo si kdaj sposodili, ne vem, vse sorte je bilo. Pač mulci, ne, Tako, tipično. mulci, ne. No, sej, mora pa reči, da si nekako oral tudi ledino, kar se teh skokov tiče pri nas. Ne? Leta 1991 si osvojil naslov svetovnega prvaka, kar je pa nekako prvi naslov za slovenske smučarske skoke. In mičken sem to gledal, na srečo je to vse na YouTubu. Jaz se tukaj še rodil nisem. In sem videl, da te je veselje res premagalo. In ko si pristal, in potem, ko si šel na oder in so ti dali medaljo, nasmeh do ušes. Ja, pač verjetno ne znam glih skrivati čustva, ne, ampak takrat je res v meni očitno kar vrelo, ne, od zadovoljstva. Predvsem bom na prejšnjo misel se navezal, predvsem to, ko ti rata skok, veš, da si naredil. Je to res, da začutiš že na začetku, ko odrineš, da to je to? To je to. To začutiš in dostikrat se sicer skakalci ujamemo v neke detajle v posameznih fazah skokov, ampak takrat, ko res dobro narediš, so tisti detajli nepomembni in je. In takrat, recimo na tem svetovnem prvenstvu, ne, je pač bilo res, niti se nisem zavedal, da je to prva naslov svetovnega prvaka za slovenske skakalce. Ne, nisem tega imel v glavi, jaz sem pač vsakič probal poskušal iti na tekmo z neko nalogo, ki sem si jo dal, da pač čim manj komplicirano in čim bolj zadanem mizo, no, tako bom rekel. Pa je bila morda kdaj naloga v tvoji glavi, hočem biti svetovni prvak? Nikoli. Resno? Ne, nikoli. Lahko rečem, da sem kot otrok, sploh takrat, ko sem se vključeval v skoke, to se pravi organizirano vadbo skokov. Ja, sej sanjariš, pa imaš idole, ne, pa jih vidiš, kako so, ne vem, prvaki in tako naprej. Ampak potem, ko je bolj šlo zares, nekako sem vedno spoštoval vse druge moje soskakalce, da tudi oni znajo dobro skakati, ne. In je pravzaprav vse od mene odvisno, kaj bo na koncu rezultat, kam me bo na razporedu, na lestvici, vrstnem redu rezultat umestil. In seveda, če me je umestil kam proti vrhu, proti, ne vem, zmagi, bliže zmagi, bolj si bil zadovoljen, da pravzaprav res ta perfekcija izvedbe skoka si zelo približal, ne, tako. Zanimiv. Lahko rečeva, da si pol na te skoke, na vse te tekme hodil bolj sproščen, pa sam za zabavo, če lahko tako rečeva? Večina kariere, ja. Bilo je pa tudi obdobje, ko sem pa bil nezadovoljen sam s sabo, ko mi ni šlo, ko sem se ujel ravno nasprotno, kar sem malo prejle razlagal, ko sem si želel, ja, ne vem, 15 si, to pa res ni nič, to je slabo, a ne. Takrat sem ves ta spoštovanje do vseh drugih, ki so bili pred mano, zgubil in to je huda past, no. Tako, to mi je bila taka življenjski nauk, sem s tem spoznal. Delček tistega, kar pa je tudi slabo pri skokih, ne, če narediš napako, je ta zelo huda, padec, ne, ki je lahko tudi usoden, vemo, so se stvari tudi že dogajale. In tudi pri tebi se je to zgodilo, ne? Leta 1995 v Oslu ti je po odskoku odneslo desno smučko
in se je na videz, spet smo pri tistem YouTubu, ki sem prej gledal, zgodila zelo, zelo huda nesreča. Jaz sem takoj v glavi primerjal tisto z Robertom Krancem, ki je bila v Planici. Ja, Ampak na srečo, takoj si vstal, takoj ko si se nehal kotaliti, spodaj, vstal. Kako se tega spominjaš? A si vedel, da da si bil toliko z vratom od tal? natančno se spomnim tega dogodka. Zdaj, ta dogodek je zabeležen, a ne? Ja. Bi rekel, ga lahko vidimo, pogledamo si. Je pa, navezuje se pa na uno obdobje, ko sem bil nezadovoljen na sebe, ko sem se učil tehnike, nestrpen sem bil, nepotrpežljiv, tako no, zoperen sam sebi, če zdaj pogledam nazaj, ne. In pravzaprav ta izsiljevanje na silo, skakanje na silo je botroval padcem. In ta padec je 5. v vrsti. Enak. Ja. Že leta 93 poleti sem imel enak padec, ker sem pa bil poškodovan, polomljen in tako naprej. In seveda, če je 5. v vrsti ali pa mislim, da je 4. bil tale na YouTubu, si že kar izkušen, a ne, v teh padcih. Se navadiš padati. Tako, ampak dobesedno, a ne. Je res to. Jaz sem pri tem padcu točno vedel, kaj v določeni fazi padanja, a ne, tega brutalnega leta, moram narediti, a ne, in v moji glavi, in spet sem imel ogromno časa, čeprav vidimo, da se je v trenutku vse zgodilo, ne. Ja, par sekund. In jaz sem imel sam pri sebi ogromno časa, sem rekel, ne še roke pri sebi moraš imeti, nič z rokam naprej, zdaj si tokle blizu do skočišča, ne, tako kot si tako pokazal, Ja. par centimetrov stran od tega, da bi vrat si zlomil, zdaj pa spodvij vrat in se nekako prekucni za kotali, naredi medvedko, preval po doskočišču, a ne. Pa imaš možnost to razmišljati med tem Ja, padcem, jaz ker to sem- še jaz- zmeraj je šok. Jaz sem že znal. Toliko izkušenj od prej. Ja, tako. Ja, mislim, pač meni je to uspelo, no, lahko bi pa spet, to so res od trenutka in spleta okoliščin bi lahko pa bilo bistveno A to slučajno drugače, ne. učijo tudi, kako padati? Niti ne. Ja, klasični mogli? bi rekel, take manj zahtevne padce se uči, da ko nekako vidiš, da boš padel, ne poskušaj več se reševati, ampak se enostavno čim bolj iztegnen položi na tla, a ne. Tako da to je ena taka osnovno pravilo učenja padenja, ko padeš. Zato, da te ne začne rolati in te, ne vem, pač čisto nekontrolirano nekje. Rekel si, da se je to zgodilo lih v tem obdobju, ko je bilo malo slabš, da si malo težil vsemu temu. Ali bi rekel, da je prav, da se je pol to zgodilo? Da te je tle resetiralo? Pravzaprav jaz se po vrsti teh padcev skakalno nikoli več nisem pobral in sem tudi z današnjih oči pa sploh zgodaj zaključil kariero. Bil sem 24 let star, ko sem enostavno nekako so te padci pripeljali, da sem se zresetiral in obrnil na list v življenju. Ker predvidevam, da to je res težko, ker videli smo, da je imel težave, če se ne motim, prav lansko sezono Tande, ne? Ki je tudi grdo padel pred 2 leti v Planici in prav Planico je lani izpustil. Ne? To je tako, no, vsak skakalec doživi, ali pa skoraj z gotovostjo lahko ocenjujem, da vsak skakalec doživi v svoji karieri en tak brutalen, tipično brutalen smučarsko-skakalni padec. In pravzaprav vsak od njih ti nekaj pusti, a ne. Če se to zgodi tako, kot se je Tandeju, sicer se ni zavedal, ker je bil v nezavesti takrat, kako hudo je bilo, pa kaj je, ampak vendarle je vse te informacije nehote, pač ni šlo drugače, kot da jih izve, a ne. In to seveda pusti v tebi. In ko začneš posebej tekmovati z eno bremzo, ves čas z eno zavoro, ne da nisi več konkurenčen, tako kot bi nekako si želel biti,
ampak si tudi bolj navaren sam sebi. A ne. Že sam si tudi omenil, da to je bilo ta tvoj padec in vse tisto, kar se je dogajalo, da je bila tudi posledica tega, da si se poskušal privaditi na nov slog, ki je takrat prišel v skakanje, ta V-slog oziroma škarjast slog. Ne? Ampak še vedno bil pa v bistvu eden redkih skakalcev v sezoni 91-92, ki ni prišel, se pravi, na to. Torej ni šlo, da bi to naredil. Ja, bi rekel, to je bilo zadnja taka velika revolucija v smučarskih skokih, v načinu smučarskega skoka, skakanja. To se pravi sprememba drže smuči iz paralelne v držo. Seveda kle ne gre samo za to, da namesto, da paralelno držiš smuči, jih pač razmakneš, a ne? Ampak je cel način priprave na odskok in sam odskok sta prilagojena temu. Zdaj v zadnjih 2 desetletjih in pol se je seveda tudi oprema zelo prilagodila tej tehniki, predvsem okovje in pa čevlje skakalni. Tako da jaz sem pa tisto sezono zavestno, čeprav se je vedeli, da bojo večinoma prestavili se na novo tehniko, se probali dodajo prilagoditi. noge narazen. Ja, sem jaz zavestno ostal na paralelni tehniki, ampak tista sezona je po mojem občutku bila moja najboljša sezona v izvedbi skokov, ampak enostavno fizika ima svoje zakonitosti in pač je bila paralelna drža manj letalno učinkovita, manj metrov enostavno prinese. Zato sem bil, bi rekel, še kar v redu sem se držal na samih tekmovanjih, kar se tiče rezultatov, ampak videl se pa je, da pač druge ni, kot da bomo vsi šli se učiti in prilagoditi na novo tehniko. In to je bilo tudi obdobje, ko je bila velika menjava generacija. Ne? Moja generacija klasičnih paralelnih skakalcev je tako v naslednjih 5 letih dobesedno poniknila. Res redki so bili, ki so uspešno se naučili tehnike. Če ne, so pa praviloma se pa v tistem obdobju so prišli mladi, ki so to obvladali in nas enostavno močno bolj konkurenčni bili. Te hočem vprašati, če ti je žal za to odločitev, pa se mi zdi, da ne. Zdaj, po tem, kar vidim, si tako, naredil sem svoje, to je to. Je bilo prav, da se umakne, da pridejo te mlajše generacije? Tako je, pač v življenju. Po 24. Ja. No, jaz tako generalno v življenju jemljem stvari, da pač so določene stvari, ki se morajo zgoditi in je pač narava, bi rekel, razvoja tudi diktira brez našega vpliva ali pa nismo več sposobni, zmožni na nekaj vplivati in takrat je škoda energije v nekaj, bi rekel, da se oklepaš in energijo daješ v to. A pa so te mali skakalci, da jim reč mlajši, no? Ki so takoj uspešno prišli na škarjast slog. A so vas pol kaj po stran gledali, sem tako, lega, ne zna. Bom jaz pokazal. Jaz tega občutka nisem imel, ampak njim je bilo pač to čisto naravno, ker so se res od majhnega učili, a ne, kot otrok se bistveno lažje teh osnov naučiš, zelo naravno jih usvojiš. On pa tizga ni znal, ne? Ja, on pa tizga ni znal, tako. Ne, si moramo res lepo povedati, tako kot si že sam rekel, kljub temu si na olimpijskih igrah leta 92 v Albertvillu uspel osvojiti odlično 8. mesto na veliki skakalnici in 6. mesto v ekipni tekmi. Si bil pa tizga leta tudi prvi zastavonoša v zgodovini samostojne Slovenije. Še ena kljukica Francija Petka, ki je zapisano v zgodovino. Ja, pač slučajno sem bil v pravem času na pravem mestu, a ne. Pa plus to, da so me izbrali, to se pravi vodstvo olimpijske delegacije me izbrali, da bom jaz zastavonoša. Niti v sanjah si nisem o tem razmišljal, da je to pa zdaj prvi zastavonoša, ki bo lahko pokazal slovensko zastavo, čist bila je itak na te olimpijske ali pa prihod, ali pa sploh odhod na te olimpijske igre je bil še nekaj dni preden bi morali iti, še bilo še zelo negotovo. Dobro, ni bilo negotovo, ali bomo šli ali ne, ampak negotovo je bilo,
ali bomo že lahko zastopali Slovenijo Aha, ja. kot novo samostojno neodvisno državo, ali bomo mogli skakati pod zastavo Mednarodnega olimpijskega komiteja. No, in tukaj je bilo res veliko političnih pogajanj, so bila zelo uspešna in tukaj je predvsem zasluga pač takratnim vodstvu športnem, da so pač v mednarodnem okolju in tudi na Mednarodnem olimpijskem komiteju dosegli, da smo lahko zastopali. In jaz nisem niti približen videl takrat to veliko čast, da sem prav jaz tisti, ki lahko vstopim na otvoritvi na štadion za slovensko zastavo in jo pokažem vesoljnem svetu prvič tako, ne. Zelo zanimivo, ker pred parmi tedni je bil tukaj z mano na podobnem mestu Peter Vilfan, ki je bil pa prvi kapetan slovenske reprezentance v košarki. On je pa točno vedel za to čast in je bil tam s takim ponosom kapetan. Zanimivo, kako različno na to gledate. Čist sproščen, torej. No, moram pa reči, da vseeno pa smo bili s tem procesom osamosvajanja od referenduma, potem razglasitve samostojnosti in tako naprej, smo bili prežeti, tako da, ko sem vstopil na štadion, na otvoritvi v Albertvilu, si pa nisem mogel kaj, da ne bi zamahal zastavo, čeprav smo imeli zastavonoše jasna navodila, da z zastavami ne smemo mahati na mimohodu. No, jaz sem pač... Pol je bilo malo tizga. Ja, malo je bilo, no, ampak bolj sem videl pomembnost vloge zastave, zavedal sem se, da to gleda, ne vem, milijarda ali več ljudi po svetu, a ne, tisti trenutek, in sem bolj videl zastavo kot tisto zgodovinski trenutek, kot pa da sem ravno jaz to. No, zanimivo. Po skokih, pa geografija. Zame je to orang skok z ene panoge v drugo. Zakaj? Ja. Zdaj tako, jaz kot otrok sem po mojem že tam v prvi polovici osnovne šole jasen odgovor sam sebi in nikoli več se nisem o tem spraševal, jaz bom študiral geografijo. To se pravi, niti se nisem spraševal, a bom študiral ali ne bom študiral bom in študiral bom geografijo. Meni je bil atlas že od otroštva kot svetopismo. No? Tako, jaz sem ga imel na večjih koncih po hiši, kakšnega na polici tako pripravljenega ves čas, ne vem, tudi na stranišču. Pa jede tudi na WC-ju, ja. V kuhinji oziroma jedilnici je bil atlas in v dnevni sobi in v moji sobi je bil atlas. In jaz sem enostavno samo bral, a ne, ker dejansko zemljevidi, ne samo te klasični topografski, ne vem, kjer vidimo ceste, reke, relief, ampak tudi tematski zemljevidi, a ne vem, kjer ti pokaže, zdaj so bile volitve, a ne, zanimivo, kako se je v kakšnem koncu Slovenije ali pa občini volilo. Ti pove, zemljevid ti lahko pove, če se ga naučiš brati, bistveno več, kot pa ne vem kakšni poročila in, mislim, bi rekel, pisana beseda. Ne. Tako da sem to mi je bilo vedno nekako moj hobi, nekaj, kar mi je bilo všeč. In zato res po gimnaziji ni bilo, mislim, verjetno bi bil zelo razočaran in polit s kropom, če ne bi naredil, takrat so bili sprejemni izpiti za vstop na fakulteto, če pač ne bi bil sprejet, ker nisem se pa glih posebej pripravljal za te sprejemni izpite. A imaš še zmeraj atlas na WC-ju? Ne, imam ga pa vsaj na 2 različnih mestih v hiši. Kar se mene tiče, bi rabili med noter tudi kakšen zemljevid do G točke. No, ampak moram pa zdaj, da to izkoristiti, smo glih pri zemljevidih, teh klasičnih fizični obliki. To je te nove pomagala navigacijska, navigacije in tako naprej, ki jih imamo na telefonih, Ja. pa na tablicah, ali pa v avtih. To niti približno, jaz imam vedno, ali pa ne, če grem v hribe, jaz vedno vzamem zemljevid s sabo.
Ročno še zmeraj. Ročno in ga raztegnem, razgrnem in se razgledam in rečem, aha, to je tam, tam. Če si kje bistveno širšo predstavo imaš tistega območja, tistega okolja in ta orientacija v prostoru je meni zelo pomembna, da ves čas se zavedam, kaj in kje, v kakšnem okolju sem, kam moram iti, če bom šel tja, bo se spremenil to, če bom šel nekam drugam, bo pa nekaj druga. Ne? Tako da to je, jaz sem zagovoril. In upam, da jih ne bojo nehali tiskati. Čeprav vem, da se bojo podražili, ker so naklade verjetno ne. Vidim, da si res prav profesionalc, oziroma vidim, zakaj so ti že leta 2004 podelili priznanje. Geografi so ti dali v društvu oziroma v zvezi priznanje za dobro opravljeno delo, da si pač res zdaj mi je jasno, zakaj. Ja, no pač nekako karkoli že počnem v življenju, čeprav zdaj že 15 let ne delam v geografiji, ne? Ampak karkoli počnem, sem temu predana. Ne? In tako še enkrat se zahvaljujem mojim kolegom geografom, da so prepoznali predvsem mojo zavzetost. Sej, mislim, da je veliko boljših geografov ali pa ne vem, veliko dobrih geografov je, tako da si marsikdo v svoji karieri zasluži neko nagrado, ampak ja, meni je, ko sem bil profesionalno v geografiji, sem bil res 100% posvečen temu. Sam večina te pozna pač po skokih, a ti gre to na živce, da te non-stop obremenjujemo z skoki. Sicer zdaj si tudi direktor Smučarske zveze Slovenije, ne? Nisi več? Ne, zdaj 2 leti že ne, 3. leto ne. Zdaj sem pa direktor Zavoda za šport Republike Slovenije, Planica, napaka, ja. Ki imamo nič hudega. Sem slab research naredil. Ja. Nič hudega. Ki imamo v upravljanju tudi nordijski center Planica. No? Tako da je na nek način sem ostal res trdno povezan z Smučarsko zvezo oziroma s smučarskimi skoki in nasploh smučanjem. Tako da je... to sem hotel reči. Geograf, nič ni narobe, da me s tem obremenjujete oziroma me tako prepoznavate, označujete kot skakalca primarno, a ne? Ker tudi sam nekako vidim, da to, kar sem že od otroštva gojil, a ne? To strast do skokov in nezavedno tudi pač razumevanje in znanje o tem. Recimo, ko sem bil lepo napredoval v karieri geografa, je bil zadost samo en klic iz Smučarske zveze, če bi se vključil, da bi radi videli, da bi jaz prevzel vodenje panoge, skoki in nordijska kombinacija. Jaz tudi 5 minut nisem razmišljal. In sem v bistvu brez razmisleka, kaj pa bo to pomenil širše v nadaljevanju mojega življenja, ne vem, za mojo družino, kaj bo pomenil za Geografski inštitut, kjer sem bil zaposlen, ne. Počeš, da imaš zagarantirano službo kot geograf? Ja, ne verjamem, sem preveč profesionalno se odmaknil od tega. Ne bi šel nazaj? Tako da sem samo velik podpornik lahko. Ne bi šel več nazaj? Promotor. Ne vidim se dovolj usposobljenega, ker, ne vem, 50-letnika, ne, kot sem jaz, bi mogel priti tja in harati, ne, to se pravi prevzemati resne naloge, ne vem. A se toliko spremeni v geografiji ali zakaj? Jaz sem se odmaknil bi rekel, te poglobljene ali pa bi rekel širše poglede, kaj se aktualno dogaja, v katero smer gre. Seveda, pač vse to je dinamična, vsaka panoga je pač dinamična, se razvija in da prevzameš kakšne resne naloge in odgovornosti, enostavno moraš biti noter, no, jaz sem tako zelo po domače rekel. In moram priznati, nisem v geografiji noter, pač že 15 let sem odmaknjen od tega. Očitno ti tako paše, ne? Nasmeh je na obrazu, no? Ja, nič se ne čutim, da mi kaj manjka. Nič ni hudega. Ne, nič ni hudega, polno izzivov na tem športnem področju, tako da bi še rad tukaj kaj doprinesel.
No, zelo velik izziv je prav v bistvu letošnja sezona, ne? Ker je nordijsko svetovno prvenstvo v planici se nam bliža. Začetek februarja in potem do marca. Kako velik zalogaj je to? Zdaj se ogromno govori, od energetike do luči, da bodo težave, sneg. Ja, mislim, najprej bi probal čim bolj lepo po slovensko naziv tega tekmovanja oziroma prvenstva povedati je svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju je lepo najbolj pravilno po slovensko. Ja, to je prvo kot prvo ni samo retorično, da bo to največje športno tekmovanje, ki je bilo kadarkoli organizirano v Sloveniji. To dejansko je res po obsegu in zahtevnosti zagotovo. Zahtevnost je že ta sama po sebi, da bo to tekmovanje na prostem, kjer so zelo, bi rekel, velike zahteve, kar se tiče priprave prizorišča, to se pravi tekmovališča in prizorišča samega. Intenzivno se na tem dela in to intenzivnost je zelo motila tudi čez korone, ker je bilo toliko nekih neznank, ne? Kaj bo, kako bojo gledalci, ne bojo gledalci, koliko bo medijev mednarodnih lahko prišlo in tako naprej, na kakšen način. Veliko je bilo neznank, vendarle pa se zdaj v zadnjem letu in pol pa zelo intenzivno dogaja. Planica se, bi rekel, pripravlja na začetek prvenstva, na prihod vseh udeležencev, od tekmovalnih ekip do medijskih in obiskovalcev in še koga, vse podpore. In je, kaj naj rečem, to je ekipa, posebej ekipa v Planici je izjemno zdajle obremenjena. Izzivi, ki so ta moment, je zagotovo energetika oziroma draginja. Vemo, da danes so standardi pa sem zdaj osredotočil samo na tekmovališča, to se pravi na skakalnice in tekaške proge, so pač take, da je snežna podlaga lahko v bistvu tista prava samo iz tehničnega umetnega snega. To se pravi, ga moramo delati s topovi, snežnimi topovi. In ravno zdaj iščemo optimizacije oziroma rešitve. Dejstvo pa je, da mi tehnologijo samo v Planici imamo, bi rekel, vrhunsko, vendarle je pa pač toliko in toliko energije zahteva, da se to ustvari, a ne. Tako da to so izzivi, ampak verjamem, da jih bomo premagali, jih že premagujemo, in predvsem se že veselim, ker vem, da bo to en veličasten obdobje sredi zime v Planici, in nekaj takega, kar je vredno videti tudi v živo. Lahko rečeva, da bo v vsakem primeru, ne glede na to, kaj se zdaj dogaja, te draginje in to sneg gor dol, to bo v Planici. To bo v Planici. Bo. Odlično, ker smo se tudi že s sodelavko pogovarjala, da bi vsak Slovenc dal 1 evro za to, pa marsikdo bi dal tudi več, se spele, gasa, gremo. Ne, se bo speljalo. Franci Petek, kaj pa napoveduješ naši skakalni ekipi v letošnji sezoni? Kar sem zdaj na začetku bral, tale vikend v bistvu nadaljujejo, ne? Da je spet zelo dobro razpoložen Lanišek. Ja, Anže je zelo, jaz prvo moram reči, da zdaj bom delil mnenje z vami kot ljubitelj skokov. Jaz jih spremljam stalno, nisem pa nič z njimi vpet, tako da se ne želim špekulirati s kakšnimi podrobnostmi, ampak že kot sama ekipa res delujejo sveži, vidi se, da zelo pametno ali pa premišljeno delajo, da se tudi s težavami, ki jih ima vsaka ekipa, ne samo naša, zelo mirno pristopajo k njim in jih rešujejo. Anže je pa pač dokazal, da res v zadnjih letih zori v enega stabilnega, vrhunskega skakalca in že ta začetek sezone je pokazal, da je
zraven, zdaj bom pa govoril iz lastnih izkušenj in si predstavljam, da je podobno z njimi. Skakavc sam, pa pravzaprav težko, kljub vsem načrtovanjem, predvidevanjem in tako naprej, težko vplivaš na čisto vse, kako ti bo sezona stekla oziroma kako se bo izšla. Tako da jaz niti nisem preveč pobit ali pa bi rekel razočaran, ko jim recimo kaj ne gre dobro ali pa biti del sezone sploh ne steče. In obratno tudi, ko rasturajo in pobirajo vse možno, tako kot se je recimo lansko leto tam v drugem delu z olimpijskimi igrami ured razpletalo, a ne. Tudi nisem preveč evforičen, a ne, ker vem, da je ta meja zelo tanka, a ne, med totalnim uspehom in hudim porazom je zelo tanka in zato sem tako zelo, probam z razumom gledati na... Malo previdno tudi, ne? Ja, recimo. V športu je pač tako, ne? Sprejemam vse možne, ker se zavedam, kaj vse gre lahko narobe ali pa dobro. Ja. Kar mi sploh navadni smrtniki še vemo, ne? Kar je boljš, da ne. Sej brez veze se obremenjevati s tem, ne? Ja. Vi imate pač svoje delo, svoje okolje in ste tukaj mojster, ne? Pri nas je še tako, da če se recimo kaj zgodi, tega ne bom pozabil, to lahko povem, da meni se zdi, da je bilo to 2 leti nazaj, ko je prišlo do tistega mičkega škandala s Timijem Zajcem, ko se je skregal s trenerjem. Sem prav jaz bil tukaj zadolžen v soboto zjutraj, vse se je zgodilo, šefi kličejo, hitro povej to, kaj se je zgodilo, Timi Zajc zapušča, ne vem, gor dol. So rekli, poklič Francija Petka. Takrat sva se slišala. In je bilo, tako se ne spomnim. Ja, to se jaz vse spomnim, sva direkt prišla na to vprašanje in sva takoj, mi, kadar pridejo te slabe stvari, imamo kaj zagovoriti. Kad se program naredi. Čeprav tukaj pa vse napolno navijamo, to je pa treba priznati. Francija, lahko v Planici pade nov svetovni rekord v skokih? Prostora za še več metrov, zdaj smo pri 253,5, če vam spominu prav. Za prav kaj veliko več ni. Ne v Planici, ne v Vikersundu, a ne? Ki sta trenutno edine dve, ki dopuščata take skoke. Ja, na mejo svetovnega rekorda skoke. Ne pa razumeti, da to pomeni, da ni možno. Da se zgodi svetovni rekord, je res toliko dejavnikov, treba nekako prijeti na isto točko, da je skoraj da tako, kot bi se šli kakšne stave, ne, ali pa ne vem kaj. Tako da je, seveda je možno. Je možno, je možno. Mi, navijači, si vedno želimo kaj takega videti v živo, doživeti, biti, bi rekel, del tega, ne, ali pa živeti v tem obdobju, ko se nekaj takega zgodi. Tako da to možno je, prostora pa ni več, govoriva o pol metrih, metru mogoče, ne. Je pa vremenske razmere, to se pravi, ali dopušča termika, ali pa bi rekel zrak, ki trenutno je okrog skakalnice, tak skok. Ali je ravno pravi skakalec, ker niso vsi sposobni obstati na nogah, ker imajo pač recimo krivuljo leta previsoko ali kakorkoli. Itak se pa za svetovni rekord mora leteti izjemno visoko nad hrbtiščem, da greš toliko stran od skakalnice, da te ujame tam nekje, kjer je skoraj nemogoče. Ne. Jaz v Planici grem kar nekajkrat, se sprehodam po letalnici, pa vsakič se ustavim tam na 253 metrih in rečem in gledam tisto krivino, ki jo skoraj ni več, je že skoraj ravnina, a ne. Rečem, a je to možno, da je tukaj obstol, a ne, pristal, da se je odpeljal na smučeh ven. Ampak očitno je. Dobra novica je to, da letos, ko se je v bistvu vsaj začasno, no, če ne drugače, poslovo tudi cene prevc od aktivnega skakanja, je rekel, ne, tistega v skok je šel mesec 246 ali 47, ne, je rekel, pa še sem falil mizo, ne, če bi še zadev, kaj bi to še neslo. In to je neizmerno uživanje, ne. Zdaj pa, če me kakšen od skakalcev
posluša, naj me popravi, ampak če ni res, probajte si zamisliti, da pa skakalec pri takem ekstremnem skoku, kar on vidi iz zraka, ko leti proti dnu skakalnice, se njemu ves iztek postavi kot zid po konca. Tako je vizualno to zgleda v glavi. In skakalec mora biti prepričan, da je vse v redu, da ne bo se zaletel v zid, da tam je še nekaj strmine, da bo normalno odsmučal ven. Tako da to je kar tako težko predstavljivo, kot bi se, moram povedati, da letijo približno 130 na uro pri takem poletu, kot bi ti zavestno v zid 130 na uro in nič bremze stisnil. Ja, kadar na avtocesti postavil. Ja, tako. Jaz grem v zid. Ker sem MacGyver, in bom šel skozi. Jaz sem bil v Planici samo enkrat in moram reči, da eden najlepših občutkov je, ko si spodaj, gledaš vse to dogajanje, folk je euforičen, je res lepo videti, tiste zastave mahajo, ampak ko si pa spodaj, mi je bilo pa tako všeč, ko je ozvočen odskok. Ko slišiš smučarja, ki ga ne vidiš, niti približno, ko on naredi to je nekaj najlepšega bilo. Kot sine, evo, zdaj le po koncu. In ti si gledal to in poslušal od spodaj in si probal predstavljati. Jaz imam pač ta privilegij, da pa to doživim v živo na mizi. In ta zvok, ne preko zvočnika, zvok, ta naraven zvok, nič ojačan, nič, ga slišiš in gledaš skakalca, kako dejansko prdrvi na tisto mizo, na rob mize in se požene s tem zvokom, ki je spet malo drugačen zvok, ko pride smučmi na zrak. To je zame nekaj najbolj fascinantnega. In to je nekaj, kar bi jaz izbrancem omogočil, da to pridejo. Vi postopence Planica, pejte gledati. Ja, kar predlagaj. Smučarska zveza. Pa smo zrihtali se še ta, bi rekel, da to lahko kupiš, to doživetje. Kaj pa Franci Petek počne za sprostitev? Pusva vse te športe, geografijo, vse obveznosti. Za sprostitev. Jaz sem družaben človek in začenši z družino zelo rad res neizmerno uživam, ko nam uspe. Zdaj moji otroci so odraščajoči, počasi pač stopajo na svojo pot, kar je edino pravilno. Ampak najbolj sem vesel, ko uspemo kaj skupaj, kakšno aktivnost. Polni me predvsem narava, zato sem vesel, če nam rata tudi na krajša potovanja iti, ampak vedno je to, ali pa skoraj praviloma je to neke doživetja izleti v naravo, povezano s hribi, rekami, karkoli. Kot geografa me žene videti tudi stvari, ki jih v domačem okolju ne vidim, ali pa v Sloveniji. Imam malo ven pogledati. Ja. To je eno, drugo so krog prijateljev. Imam, lahko rečem, več družb različnih od tistih, ki smo že od otroštva skupaj in še vedno. Smo imeli band, recimo, pa zdaj se spet... Ja, mislim, jaz se nimam za glasbenika, tako da prosim, nobenih idej imeti. To delamo v kleti sami zase. Kaj igraš, sam to me zanima? Bobne. Ja, musem... Prijatelj Damjan je mu 50 mark, jaz sem jih mu 300 in pol, sem bil jaz določen, da jaz bom bobnar, on bo pa basista. In približno na taki ravni sem, določen sem bil za bobnarja. Okay. Imamo veliko veselja, znanja pa ne preveč. Pošteno. Do drugih družb, bi rekel, čist midva ženo imava krog, bi rekel, sosedskih prijateljev, zelo dobrih, veliko kaj skupaj doživimo. Je pa tako, da nekako mi je pa ta šport in gibanje dal neko slo po gibanju,
Tako da jaz, če se le da, bodi si gremo peš z ženo v hrib, bodi si z družbo, ki ona ne kolesari gorsko. Veliko z gorskim kolesom se vozim vsaj tako v suhem delu leta, vsaj ne vem, enkrat na teden. Tečem na smučeh, zelo komaj čakam, v Planici imamo že odprt prvih par kilometrov proge zasnežene, v naravi, je osvetljena, tako da to je nekaj najboljšega. Takole, ko pade noč, samo tista proga, tako bolj z brljivkami osvetljeno, čista tišina v tisti raju med visokimi hribi. To je tudi meni, mislim, vsa psihična obremenitev, ki preko tedna, dneva gre vse ven. To mi je, ta gibanje je meni zelo pomembno. Zdaj pa je še čas za vprašanje gosta. Se pravi, moj prejšnji gost bo postavil tebi vprašanje, ni vedel, kdo pride, bil pa je tukaj Jure Godler in je vprašal, kakšen je tvoj indeks telesne mase. Joj, jaz bom pa zdaj v cenu, bi ga lahko zračunala, ampak ne bova zdaj se mučila s tem. Gremo na blef, ajde. Na blef, jaz mislim, da tam nekje 22, 21, ne, 22 do 23. Odlično. Zdaj pa je še čas, da ti postaviš vprašanje mojemu naslednjemu gostu. Seveda ne povem, kdo bo. Ali si že bil v nordijskem centru Planica? Ali si že bil v Planici? Si že bil v Planici, odlično. In če bo odgovor ne, lepo vabljen. In če bo odgovor, sem že bil enkrat, lepo vabljen ponovno. Pridi še enkrat. Meni je Planica dejansko en tak sveti kraj, kjer mislim, da noben ne more ostati ravnodušen. Se strinjam. Enkrat sem bil tam, ampak bo treba se še vrniti. Lepo vabljen ponovno. Preden zaključiva pa še zadnje vprašanje, ki je spet vsakega gosta popolnoma isto. Kako pa izgleda tvoj popoln dan? Da pridem zadovoljen in z nasmeškom domov. To je. Ne glede na to, kaj se čez dan dogaja. Ne glede na to, kaj se čez dan dogaja. To je moj tak dan, ki sem z njim zadovoljen. Odličen odgovor. Franci Petek, jaz bom za na konec rekel, hvala lepa, da si vzel čas za nas, da si prišel povohat kavico. A je zadišala? Še vedno diši. Ja, to je pa naš aparatek, to je to. Res hvala lepa, jaz sem že v štartu, ko sem se pogovarjala, da bova to naredila, samo po glasu slišal, da to bo zelo sproščeno, da gledaš na življenje z eno pozitivo, s tem nasmehom, da vemo, da tako bo vse v redu in tako je bilo tudi danes in vem, da so poslušalci, gledalci uživali in res ti hvala in samo uspešno še naprej. Ja, hvala za povabilo in lepo se imejte. Kava s Červekom. DeLonghi Perfetto. Od zrna do skodelice.